Bravo, tako, evo, kot je Java rekla, 27. podcast, že tokrat v studiu 33 in danes z mano novodobni gladiator in face fund Želva, komentator na Voyotu in še marsikaj zraven. Kako si legenda? Hvala ti, ki si prišel v Kranj. Malenkost, hvala na povabilu. Dobar, nač, v letu, cool sem, res dober cajt za mene, rad se odzovem na tako zadevo, ki bom tudi užival najbrž v njej, veš, ni mi odveč, ni mi neki preko K, ampak ne smem reči naprej, ne. Ne, definitivno lahko. Ne, se bova najdla vmes koliko sproščen hočeš, da to vse skupaj izpade, ampak En ritem, ne. Lahko govorim, kar hočem v glavnem. Definitivno si prišel v Kranj, smo zelo zraven planine mojega rojstnega naselja, tako da naš podcast, kakor nema si zasledil, je zelo tak sproščen. Veš, kaj mene ful zanima, o tebi ful veliko stvari piše. Se pravi, če jaz grem zdaj na Google pa da napišem Želva, bo gor pisalo ogromno enih člankov, ogromno nekih informacij. Mene pa v bistvu zanima, če greva čist na sam začetek, preden si ti postal en izmed najbolj prepoznanih obrazov MMA scene v Sloveniji, kdo je Bojan oziroma iz kje točno ti prihajaš in kako si se srečal z MMA kulturo? Začnemo na začetku. Nič kaj, jaz sem sam fajter iz Štepanca, nič več, nič manj in to je to, majhini. Športom, od majhnega borilni športi, judo in pol vse naprej. MMA začel gledati v času srednje šole. Doma ni bilo interneta, kompa se mi zdi, in sem to bolj v šoli gledal v knjižnici. Tito Ortiz, Vitor Belfort, to so bili časi, to je bilo takrat neki borba v kletki. Vse sem pol malo treniral, itak smo imeli vedno doma boksarsko vrečo, boksu, to je bilo vse vedno je bila ta borilna scena, tu treniral se, po sem opustil, po koncu srednje šole sem čisto opustil, sem sam še kvihtel malo zase boksu, začel delati na vratih, malo zabluzil, po pa glih v zaporu, prvič začel ful spet to spremljati in bil je glih kle, vaš Kranjčan, Gum, se ga poznaš, Miran Rahne, veš, kjer je, kickbokser, isto en tak div in sva sam to bula gledala, kurva sva imela CD-ov od prvega UFC-ja pa vse naprej in tam se mi je malo začela ta ideja pizda, jam to delo kapreman, jam to probo, ne. In to je to, pa sem letel ven in pizda, presenetljivo, da sem bil toliko odločen, veš, ponavadi bolj tak, zategnen sem za neke zadeve, veš, neki se zamislim, pa traje, ali pa se to sploh ne zgodi. Kle se je res zgodil. Čim sem ven v letu, jaz mislim prvi teden najdu klub, Valetudo Ljubljana, v Mostah so imeli edini klub. Takrat je bil že MMA kultura, govoriva zdaj, to je leto verjetno? Pizda, to je leto 2007. 2007. To je 2007, začetek leta. Pridem ven in tako letim tja, januar je to bil, ja. Letim tja, začnem takoj naslednji dan trenirati, čez 3 mesece, kdaj je bilo prvi fajt? Vse izga leta in pol to, spomnim se prvi fajt v Zadru, brat, je bila Gudra. Tiska sem probal, veš, easy je bilo, presenetljivo easy je bilo, toliko sem bil pripravljen kondicijsko, toliko sem je to podlago juda, ki je bilo za mojega takrat nasprotnika, ki je bil bolj kickbokser, to je par nivojev med nama, to je bilo toliko easy, jaz sem ga zrušil za šalo, kontroliral za šalo, udaril za šalo, meni je bilo to na koncu vse easy, jaz ko sem šel ven, veš, najlažje zasluženih 500 € ever. To je bila prelačilo za prvi fajt in nasploh bil del tega spektakla, takrat tega, to nisem doživel, jaz zelo malo sem hodil tudi kle na tekmo, basket ali pa bilo kaj, tega jaz nisem toliko doživljal. Se veš, kot otrok sem bil vedno na tekmovanjih v judu kot tekmovalec, ampak tam ni gledalcev, to je tako, veš, športni dogodek, da bi bil pa tak event, spektakel, šov, sem prvič to doživel, veš, večer in pol, vem, med prvimi sem imel fajt, pol sem to gledal naprej, publika, ring girls, veš, častni gost, fajteri, z celega sveta, neki, noro je bilo, meni je bilo prav droga, prav to jaz delam, fuck you, in res se je poznal, prvo let smo odlomili, ne vem koliko fajtov, Japonska se je hitro zgodila, 2008 je bila Japonska poleti, naslednji let, nerealno, mislim, da je bil ta prvi let, je bil noro.
Kaj pa borc občut, preden gre v ring, sploh v prvič? Kako bi se postavil zdaj nazaj v ta element? Jaz sem bil veliko bolj živčen v fajtih potem. Ali pa da rečem, v kasnejši svoji karieri sem začel biti veliko bolj živčen, ker sem se veliko več začel zavedati poraza in biti poraza. A veš, predtem tega ni bilo. Meni je to bila tako ena avantura, a veš. Jaz sem prvo vedel, da bom zmagal. Ne moram ti upisati, ker si ti toliko samozavesten, jaz sem vedel, da jaz izgubiti ne moram. Pa imel sem celo otroštvo, kot ti rečem, veš, ne vem, kakšen je judo danes, ampak takrat je bil judo orang stvar, veš. To so vsak vikend bile tekme od majhnega. Mlajši dečki. A trenirali si v Ljubljani ali v Celju? Ne, v Ljubljani, judo klub Golovec. To ti je od majhnega, to so vsak vikend tekma in tako to greš. Starejši deček, kadet, mladinci in tako dalje. Meni ta nastop ni nikoli bil toliko nervozen, mi ni predstavljal. Bati ne dobiti tak ne. Odvedno sem se vzun in tepu in na vratih delu in jaz sem to že doživel, da se postavlja dva, pa da vidimo. Ne? Ampak ni bilo tega noben ni vedel, kdo je Želva. Noben ni gledal to. Noben me ni klical za intervju. Nič. Jaz se nisem zavedel, da v primeru poraza, da sem nekoga razočaral. In ni bilo tega pritiska. Veliko lažje mi je bilo na začetku, kot pa pol. Čisto po resnici. Zdaj, zadnje, obdobje, sploh, ko so se začeli vrsteti porazi, leto, malo se zdaj izgubljam. Jaz mislim, da je bilo to, je bilo to po zaporu. V bistvu 2015 naprej, obdobje. Ti se je bilo težko, ful. Ampak ta sami začetki, top, noč, noben. Zdaj pa je nervoza, zdaj pa vsak mu rečem, tudi ko, kako ga za fajt, brat, to je normalno. To se en teden prej začne driska starim. Zdaj, ne vem, kdo mogoče ne upajo temu govoriti, ampak jaz si vsakič rečem, koj kurac mi to, uprosti, a lahko to? Tema. Kam je tega treba, frenda? Veš, to je stresno, to je to, spoče fajt v Ljubljani, to je toliko stresno. Ti si tema, brat, to te požre, to si uno. Pa itak izkušnje oddelajo, pa si v garderobi in pa je pa, čas za biznis in se ogreješ, greš tja, oddelaš. Pol je okej. Jaz mislim res, spomnim se, gledam Tysona dokumentarska razlaga, v času priprav sem vedno, verjamem, da lahko pa vedno bližje, ko stopam v ring, jaz sem Bog. On je bil non-stop tiste. In meni je tudi vedno nervoza, kako si bliži ringa, raste do samega dneva fajta, raste ta nervoza, na dan fajta je nervoza najvišja, do garderobe, pa ogrevanje in počasi, ko se odpravaš proti kletki, proti ringu, popusti. Vsaj men, popusti in pa sem fucking relax, pa sem not in pol je good in okej. Svoboda, kako bi to opisal? Kaj svoboda je not? Ne, zdaj da ti to je filmsko, zdaj Hollywood, da ti jaz zdaj razlagam, brat, takrat se jaz najdem, kaki, to je fucking, raj bi, da tega ni, ne, iskreno. Jaz imam rad imam trening, ki se pripravlja za fajt do neke mere. Tudi to preide, brat, tak napor, taka intenzivnost, taka odrekanja, toliko se je vse podrejen temu, da je to naporno. Ampak doživljam to kot privilegij. In tudi sam fajt, ne, to preveč se dogaja, ni to fuzbal 90 minut, basket, ne vem kva, da jaz to doživljam. Ne, ti fajta, saj jaz osebno ga ne doživim, jaz sem not in je job, okay? To je, ni časa za čutiti ga, veš. Ni tudi to, da sem jaz toliko not, da bi bil zmeden, da ne vem, kva se dogaja. Jaz vem, kaj je strategija bila, vem, kaj je trening, vem, kaj je nasprotnik, vem, kaj je runda, imam v glavi, a dobivam, a zgubljam rundo, vem, kaj mi ne gre, kaj mi gre. Analiziraš te stvari, zgleda podzavestno, to mi je prej naredil, mu je šlo čez, moram mirkati, moram to delati. Tukaj je težava. Ne, ti si on takrat in nimaš časa, da borbo doživljaš, je pa en nerealen fucking občutek po fajtu in tega nikoli nikjer nisem doživel. Nikjer, brat. Pa nisem ki je bil sam doma. Fucking sem neki dal čez. Tega jaz nisem doživel. Tako veselje in tako občutek zadovoljstva po zmagi,
In pa istočasno tudi tak bad nisem doživel nikoli, a veš, nikoli, ko mi fucking je, ko mi kucne, pa mi reče v zapor, greš za 3 leta, ali pa ki ti reče, da odpreš kuverto, nisi dobil pogojne. Skozi se na to vračam, ampak to so težke stvari. Folk se sploh ne zaveda, to so stvari, ki ti ostane v glavi in še se spomnim. Real talk, man. Ja, veš, ne spomnim se ti, kako je bilo prvič fukat. Ne spomnim se tega, pa je bilo, a veš, pa se ne spomniš. Pa se ne spomniš, kako je bilo, ne vem, kad ti prvič nekdo je rekel eno lepo novico, ne vem kva, pa so velike stvari. Teh stvari noce pa kar spomnim. In to se mi isto, ali pa v fajtu se mi to dogaja, vem kako je, vem kako je, kad te zbudijo, kad si bil nakotiran ali pa kaj. Pa greš polno večer dan, pa hočeš zaspati. Jaz se to kar spomnim, pa je to mogoče 10 let nazaj v določenem fajtu govorim. Je ena, in zato ti rečem privilegij, ena stvar, ki je to globoka, verjamem, da mnogi moški, pa ne vem, zakaj sem rekel moški ljudje, pardon, prosti, ampak tako, ne vem, še, pust, niso tega, v celotnem lifeu tega doživeli, brat. Niso doživeli toliko močnega čustva, ki je to, ki je veselje, zadovoljstvo, karkoli ob zmagi, ali pa v istem trenutku banana kafafnaš, veš. In to ni, kaj pa je dobro, v bistvu kaj še, ni to samo un moment v ringu, to se vleče par dni. Ta bed se vleče par dni in pa tudi pa ta drive, ne? kjer občutek, ki si jo delo fajt, kaj je pravuno, nerealno. Vse je lepš, vse je lepš. Vse se na pijačo s frendom je lepš, šetat psa po kraju je lepš, vse je lepš, iti na more je lepš, uleti se na fucking glažalnik je lepš, vse je lepš. A razumeš, če si ti zadnji fajt zmagal, če ga pa fafno, pa traje in dolgo to ostane s tabo. Dolgo ostane. Evo, zadnji fajt, poraz v Novom Sadu, Megdan, fajt, ki bi ga mogel dobiti, ker sem verjel, da ne moram zgubiti ta fajt, in dobivam fajt do trenutka, dokler me v drugi rundi ne zadal. Jaz sem po mojem več kot 10 dni, nisem spal. Kar zbudim se srednji. A si podoživljal non-stop? Ne, to, žal mi je mogel bi zmagati. Žal mi je, hočem zmagati. Tok si tekmovalen, v bistvu, ampak to je tekmovalnost. Ma ni to, ne, nisem. A veš kaj, tekmovalnost je nekaj, kar je vezano, vsaj jaz, ko jaz to gledam, ne, tekmovalnost je zdaj, jaz pa ti igram pikado in jaz to toliko želim zmagati. To je tekmovalnost. Ok. Ta zmaga fajta ali pa poraz v fajtu, to je več, kaj meni sam neka tekmovalnost. To je del mene. A veš, tako, to je del mene, to sem jaz, to je moja identiteta, brat. A veš, to jaz doživljam ne zaradi drugih, tudi zaradi okolice, ampak največ zaradi samega sebe. A veš, kolikrat, naprimer, vem, takrat, ko sem bil čist v bedu, slabo mi je šlo v dvorani, vse, kar sem jaz uložil v gym. In sem imel intervju za Planet TV, kurba, so tudi naredili, kaj en bogi sem izpadel. Veš, ti še majke, še novinarka, prav pofukajo te, malo te izkoristijo. Veš, tako, a veš, tako izpade, tako, drugega mu ni preostalo, a veš, tako, samo še ring tist. A veš, in še jaz, ko se odprem, ti se razlagam, če bi lahko še enkrat, ni šans, da bi to zbral, veš, fajt, šport, ni šans, ampak tako, a veš, kontam v isto pa govorim, pizda. Ampak koliko sebe poznam, če bi še enkrat bi najbrž spet isto naredil, ampak če bi vedoč to, kar vem zdaj, ni šans. In na koncu ona še prispevek za ključ glup, kao, nič drugega mu ni ostalo, kot je, kaj ti skloško, veš ti. In malo se zabluzil, v glavnom, in je, v glavnom, bilo je obdobje, ker sem si res želel, in takrat so se vrstili moji 5 ali 6 zaporednih porazov, ker sem hotel ven iz tega. Hotel sem zadnjo zmago, da rečem, da dam fucking do rukavice, ker ne bom šel jaz s porazom ven, ne? To si ne bi mogel dovoliti. To si nočem dovoliti. To je tema. Še danes, ko vidim kakšen fighter, ki ima UFC bolano kariero, da se mi oprosti s porazom, da zaključi. Tako pravno. Ker žal mi ga je, ker doživljam ga, žal mi ga je. In prav iskal sem ta izhod. In to so točno ta leta po zaporu, po unmo fajtu od Džakića, uno me je ubil, glavo mi je razfukal, stari, tist sem bil pa banana. In dolgo to je trajalo leta, da se vrnem. V glavnom, iskal sem izhod ven in kar se mi dogaja zadnje, mogoče 3 leta. Zadnje 3 leta. Na novo sem se najdel, resetiral,
Kako rekel si, da ne točeš. Ja, kako misliš, da nosi se Ne vem, kada novo, začel sem to spremljati nekod, pizda, doživljal sem to, da sem zaglavil v tem športu, vedno gledam frende, ki so se kaj drugega odločili, pa mi je lepš, pa sebe nazaj vrtim, kaj se nisem raj za kaj drugega odločil v lifeu, a veš, vložiti svoj energy, ne vem, karkoli, zajebil sem se. Škar si mlad, ampak ja. Okay. Ja, to, a veš, tako doživljal sem kazen, breme, razumeš, zdaj to je meni privilegij postal. Jaz se tepam človek, in dojel sem, da to jaz sem. Da jaz to sem. Vsak, razumeš, ti moraš sebe najti. Ne, jaz to sem. Jaz to nisem jaz zabluzil, pa kle se slučajno najdu. A veš, jaz fucking to sem. Imel sem možnosti tudi zapustiti to in nisem, zaradi sebe nisem. Ne zavedam se zdaj sem mislil takrat, da sem bil prisiljen obstati v temu, da sem zaglavil, kako v blatu, prav presežem, koliko sem jaz to doživljal, kjer je to, kdo mi je to, kva mi je tega bilo treba, to mi je največja rak odločitev stari v mojem lifeu, ta šport, zdaj pa ne, zdaj mi je top, uživam v tem, uživam biti trenirati, uživam se pripravljati se določeno za ta en moment, veš, in to mi je, ne vem, jaz mislim, da je to itak je finančno banana, brata, veš. Ampak na tej sceni verjamem, v Sloveniji mogoče. Denar ni vse. Majke mi, denar ni vse, je velik, ful velik, sploh pa vedno bolj pomemben cash. Ampak ti po resnici povem, da to, kar jaz doživljam, veliko vas ni tega doživljal. Ni vsak za vse. In večina ljudi dela tisto, za kar niso. Ali pa kar jih ne usrečuje. Velika večina dela itak robotsko, kar mora. Jaz verjamem, da to sem, pa sem nekje v meži zabluzil, imel orang dvome, kva sem se sploh v to dal. Vse začne ti biti, veš, črno gleda, tudi to, da jaz doživljam to tako stresno, brat, to ni normalno, to vsi doživljajo, kdor ne laže, pa tudi če ne drugi, jaz če to doživljam, to ne pomeni, da za to nisem. In ne vem, vzamem zadnje čase, tudi pozna se, jaz sem si obljubil, da več v lifeu ne bom crknil v ringu. Večina mojih porazov je prišlo, ker sem jaz kondicijsko. Se pravi predpriprava, kaj gre? Ja, jaz sem crknil. To je točno to obdobje, jaz sem začel to doživljati kot breme, zato nisem dajal celega sebe not. Ti treniraš, ampak ni to ta intenzivnost, ni to isto. In ugasnil sem v fajtu, utrudil se, crknil po domače povedano in takrat me on dobi in to je to. In to se mi zadnje 3 fajte ne dogaja. Briljantne 3 fajte sem imel zadnje 2 zmagi, zadnjega zgubo, ampak jaz sem bil v taki, presežem tak nastop, toliko dober, kondicijsko pripravljen, užival, vse je bilo tako, kot mora biti. Poraz je poraz in ni se ga treba sramovati in še vedno verjamem, da sem naprimer v enem trenutku bil boljši borec, zgubil sem, ker to je. Kdor se bori, ta tudi zgubi. To je čisto normalno. Ok, recimo, če se pri porazu, pa če se pri zmagi. Kaj te bolj motivira? A te bolj motivira poraz ali te bolj motivira zmaga? Ne, zdaj trenutno zmaga. Spomnim če se vrneva nazaj v tiste, ko ti greš spat po zmagi, ker je spat po porazu. Zmaga, ne? Zmaga je ena potrditev samega sebe, pa tako okolica, tako dobiš, zmaga je potrditev, da delaš nekaj dobro in da si na pravi poti. Medtem, ker poraz vedno začne biti dvom, sploh pa se veš, zdaj sem malo starejši, 38 let za šport, kjerkoli šport je velik, za tak šport, kjer je pa bom rekel, individualen šport, kjer ni ekipe, kjer je dejansko fizična pripravljenost. Ja, veš, in porasti vedno pol se malo te dvomi zbudijo, ampak glej, jaz v tem toliko uživam, jaz to delam zelo dobro. Prijatelj, veš, velike ljudi, ki so življenje dal čez, ki so zdaj stari, 40 let, koliko sem jaz, ali pa več, pa nimajo ene stvari v življenju, v kateri so se izboljšali. Postali dobri. Daj si ti to zamisel, nekdo ima 40 let, a poslušaš, nekdo ima 40 let in ni delo, konstantno ni bila neka zadeva, ni bila v njegovem lifeu, toliko daljša konstanca, tako kot je pri meni, naprimer moj šport pa tekmovanje, in on nikjer ni doživel, v nobenem področju ni on izboljšal se, ni postal res dober. Jaz sem postal res dober, brat. Jaz to, kar delam zelo dobro in tudi, ko zgubim, je to dobra borba. In razumeš, in tako da ne, jaz sem nehal vse obžalovati in spomnim, da sem nehal na to tako gledati, prav nehal sem na to tako gledati.
Meni je good, jaz mislim, da vse to je ena, da rečem. Odrastu si. Jaz pa mislim, da je lik to, kar si to povedal. Pač prišel si v neka leta, kar si pač dojel, da to ti si in si se sprijaznil s tem in uživaš v tem. Jaz mislim, da je lik to ta fora, veš. Ker vsi, ki smo 20 bili, ki smo bili tam, smo skozi iskali neki več, neko sceno, neki gordo. Vsi se iščemo. Veliko se jih ne najde. Jaz mislim, da sem se s tem športom najdel ful. In to je to. In tako sem to sem sprejel, to sem začel. In kule, izpopolnjuje me. Sede mi, upam, da bo še dolgo trajalo. Zavedam se, da ne bom si pustil, a veš, da traje predolg. Da hodim v fajt, ko se več ne želim tepsti. Okay. To vidiš, to ni niti pripravljen s kondicijo, z ne vem čem. To vidiš pri fajterjih, naprimer, ki se noče več Romero, koliko spremljaš MMA? Romero, si videl za nam fajt. Ja, zdaj v Bellatorju noče se tepsti, noče se tepsti. Tyron Woodley, že zadnjih ne vem koliko let, noče se tepsti. Brat, kaj ti delaš? Ti si prišel pod nar, očitno. Ti imaš težave sam s sabo, ti se moraš useti pa reči, a jaz to sploh še hočem. Ok, nočem, ampak vsem bom zaradi keša. Ok, in kad to se zavedaš, moraš začeti drugače tudi to delati. A veš, ne pa sam sebe laga, da ti to hočeš. In kaj jaz to več nam hotel. A veš to, kar nam več hotel. Ne bom hodil v fajte zaradi denarja, nikoli zaradi denarja, ker če delaš to zaradi keša, si na napačno mesto prišel in napačno stvar se odločil. Pa ne bom si pustil, da bi, ne vem, beležil nek skor, da bi, ne vem, da bi karkoli, da mi reče, Mahi, če imam v FC, moraš mi rešiti event, moraš delati fajt, prosim delati fajt, ne, ali pa ne vem, razumeš, da rabim kjeza, ne vem, raj grem karkoli drugega fucking narediti, stari moj, pa makar štuf na glavo, da brat, ka pa iti ker sem to že doživel, jaz sem to že vse doživljal, jaz sem imel svoje zaključke karijere, takrat, ker karijere še ni bilo konc, jaz sem že to doživljal kot breme, jaz sem hodil v ring nepripravljen, jaz sem hodil v ring poškodovan, to sem že zdal vse čez in vem, kaj je posledica tega, zato pa imam več porazov, kot zmag, bed, ali kaj čem, ni skor, ni nekako odraz moje karijere, res to res ne doživljam. Tako, a veš, kar rečeš, rezultat je po fuku igro. Ne, jaz mislim, da je v Armentu tako, mislim, da sem veliko ime in vedno, kakam grem, to dojamem, sploh pa žalostno je reč, ampak resnica, ko grem ven iz Slovenije, to veliko bolj začutam. Na Hrvaškem, v Srbiji, kako me razumeš, tudi tako, kako mi spoštljivo, kdaj kakšno na privat sporočilo pride iz Srbije, iz Hrvaške, iz Bosne, konc koncev, v Makedonije, skjerkoli, ne pa iz Slovenije, a veš, in tako. Ne, good, jaz če ne obžalujem, gremo dalje. Ful si prej, v bistvu, en izmed stvari, ki jo večkrat omenil, si omenil zapor, ne? Svojo preteklost. Se pravi, omenil si, kje si bil zaprti? V bistvu posod, v bistvu sem pripor pošetaval vse štuke. Po sem bil na prestanju tudi pošetava, zaprti oddelek bil gor na unem desnem krilu en teden na pol odprtem, v Kopru bil na prestanju, zaprti oddelek in da rečem, po odprti tudi en teden sam. Na Dobu sem bil, zaprti oddelek, izolacija Koper, pa izolacija Povšetova na Dobu. Se pravi, bomo rekli, po celi Sloveniji ima velika ne? Lahko ti, če te karkoli tema v prestanju kazni v Sloveniji, sami v X-u. Veliko vem, da to ni tema za to, ampak veliko vem in lahko povem in tako, kad ti rečem, veliko lifeu, oprosti, ti tako prekinem, samo da ti povem, veliko lifeu je vezan na moj šport in šport je en velik odraz lifea nasploh. In to je tudi zapor. Zapor je en velik del mojega lajfa, čeprav sem odležal vse skupaj dobra 4 leta, ne več. Odležal? Ja. A taj pa neki novega, to pa še nisem slišal, stari. Odležal. Pa da ne govorim odrobijo. To so te rulanske. Ja. Odležal. In a veš, veliko sebe spoznaš. Sebe, gled, life je itak spoznati samega sebe, nehat glumiti, spoznati sebe, najti sebe, zgraditi sebe, presežen, to je v mojem, je to life, vse je to je v lifeu je sam to. In največ, bom rekel, dela na sebi, spoznanja sebe, karkoli je bilo čez ta moj šport, pa čez zapor. Zato velikrat, pa naš mislil, kje smo kdaj čisto v enem normalnem krogu, ker eno nekdo to s tem povem in mi je
Šele polno se zavem, mogoče pa ni bilo treba, veš, mogoče pa ta folk. Pa so oni, recimo, zaporniki, zdaj Želva je prišel v zapor, znam, bomo rekel, znam fighter. A so zaporniki vedeli, da si ti MMA borc, a si imel tam nek respekt zaradi tega tvojega poklica? Mislim, respekt, respekt. Ne, pa dobro, to malo šako slave jaz imam, vse ti veš, odkar so bili Jumbo plakati leta 2008 v FC, jaz to svojo šako slave imam zdavni že v Štepancu, Ljubljani, pa na koncu tudi v Sloveniji sem to dojel. Da ne govorim o tujino, ko grem, se ti pravim, prvič, ko sem prišel, kam sem šel pis, da BG priprave, CDS, kurva so kar vedeli vse o meni, pa poznali so me pa tako. Ne, to mami, vedeli so in kaj ti vem, pa vedel so, vse so me poznali, vse sploh pa ne vem, ta zadnji zapor mogoče še največ, to se ti pravim, to reklamo, čim se izpostaviš, zdaj pa kakorkoli, konc koncev, to je že reklama, pa reklama, ki reče, zgleda uno malo. To je, čim se ti izpostaviš, čim rečeš, tukaj sem, karkoli poveš na glas, da nekdo sliši drug, pa samo oni štirje, s katerimi se pogovarja za mizo, je reklama. In tega veš, teh fajtov, plakatov, YouTube klikov, pod intervjujev, tega je za mano, se pravi, če sem začel v leta 2007, vse v računi toliko let in se me kar pozna, lahko pa rečem, da je bil mogoče vrhunc tega, da se me pozna, glih tam nekje 2014-15 ta leta. Jaz sem čuč ne me spel, da sem me zate izvedel, recimo primer. Jaz se spomnim, da je bil ta VFC, mislim, da je bil na tisti karti še Bor Bratovš, mislim, da je bil on, pa ti si bil. In meni je bilo tako Želva. Zakaj je ta tip Želva? In potem se spomnim, da si ti šel pač na tla s tipom, to se dobro spomnim, in si ga v bistvu dal na tleh in si rekel, ok, zdaj pa štekam. A veš? Zdaj pa ti dobesedno hrbet se mu naredi ščit gor, v bistvu ti peš Želva. Ni zaradi tega. Ni zaradi tega. Zdaj, tako sem jaz dojemal. Želva sem bil jaz še preden sem sploh začel s fajti. Sem bil Želva. O eventu, ko govoriš, je pa po moje... Zadnji večji event, ki so ga imeli, kakor se je spomnil. VFC, Borči, da je bil, pa na parih skupaj so bili, vem, da je imel, on je imel enega Bugara, jaz sem imel Črnca. Tako, ti si imel Črnca, on je pa s Hammer Fistom končal tipa. Bugara, to se spomnim. On je imel enega mladega, napucanega Bugara, Bulgara, pardon, da nam Bugara govoril. Jaz sem imel Vincent Del Guerrero, en med težjimi nasportniki, kjerih sem imel, ampak se, hvala Bogu, se je fajt zaključil, takoj na začetku šutiral je double leg, sprejel giljotina iz garda od spodaj ga zategnil in potapkuje in sreča, ful. Ti si bil težek fajt, veš, to je bil moj prvi VFC po zaporu, to je bilo leta po moje 2012-2011, prvi VFC. Tako. In je bil ful težek moment za mene, takrat sem malo doživljal tako malo je scena se nadaljevala brez mene. A veš, in prideš ven in to malo tako doživiš kao zdaj pa več, ker predtem sem bil sam jaz sem bil. Jaz sem bil zadnja borba večera, jaz sem bil največja slika na Jumbo plakatu in sam jaz sem bil. In takrat ta VFC sem dojel v bistvu, da je šla scena naprej brez mene in prav takrat tudi nisem imel niti blizu zadnje borbe. Jaz mislim, da sem imel mogoče za mano so bilo še 3-4 fajti, brat. In tako sem doživljal, celo malo mi je bilo takrat krivično, ker se mi zdi, da so vsi Slovenci imeli veliko lažje nasprotnike, kot jaz sem imel motherfuckerja. On imel takrat, se mi zdi, 16 zmag, pa 3-4 poraze in kompleten dečko. In ti, ko pogledaš, ko ti vidiš, veš, da ni, mi vedno, ko sprejemaš fajta, veš, ti v začetkih pogledaš, vse ne zna nič na tleh, ali pa vse ne zna nič gor, ali pa ne zna to, ne zna hitro se utrud. Tega fanta, ki sem pogledal, je bil kompleten. Ful ga je bolel. Veš, sem imel dvakrat še ponudbo, da bi delal v Franciji z njim fight, pa nikoli nisem hotel. Fuck you, veš. Če bi malo več denarja dobil, bi mogoče, ampak ne, brat. Veš, jaz sem na svoji poti, ti si svoj, razumem. In takrat se spomnim tega dogodka. VFC itak, MMA v Sloveniji danes brez VFC, badi moj. Ne bi bilo. Zdaj bi si že načel na naslednjo temo. V Sloveniji obstaja neka liga. Kaj se dogaja z MMA v Sloveniji ta trenutek? Pa ne vem, Mahic je malo trudil to vse organizirati, ker ti moraš vedeti, da tukaj Mahic je Zlatko Mahic, promotor VFC-ja, World Free Fight Challenge, VFC, to je bila en čas najmočnejša promocija v bivši Jugoslaviji, daleč najmočnejša, pa nasploh v Evropi bila ena zelo prestižna
kjer so se borili borci celega sveta. KSV recimo. Ja, ampak takrat smo bili mi, je bil močen KSV. KSV je štartil tudi za nami, se mi zdi. Ne vem, no, takrat v štartu je KSV še ni bil tako močen kot VFC. VFC je imel en tak lep renome, ni se stalno pojavljal, ampak ni se pojavljal toliko pogosto, ampak je bil kar konstantno prisoten. Vedno se je kakšen dogodek organiziral. In ja, v glavnem, ja, no, on imam občutek, človek se je poročil, ima otroke, ima posle druge, vlagati v ta šport, zdaj pa si športnik, si trener, si promotor, si karkoli ti moraš vedeti, da ta tvoj energy temelji na strasti, na ljubezni do tega, na želji, ne vem po čemu, ne pa po denarju. In to je to. Mislim, da je on, ni zaključil, vse se sliša, pa vse sam brati. Korona se je zgodila. Ti moraš vedeti, da mi nimamo TV dealov. A veš, ti, ki organiziraš nekaj, ti ne moreš prodati, da je to prenos, ne vem komu ali pa ne vem kva. Ti temeljiš, tvoj velik del prihodka je prodane karte. In če ni gledalcev, kaj boš to organiziral? Nasploh mislim, no, da je malo se on odmaknil tega, ni pa še konc, druge zadeve, alternative ni. In nič narobe. Glej, vse scena je do te mere zrasla, da nič narobe, da mi ne rabimo. Važen je, da se dela kvalitetno znotraj samih klubov, da se lahko mi udeležujemo borb, ne bomo amaterski govoriti, dajmo profi govoriti v regiji, da smo njim konkurenčni. Okay. To je ključ. To je to produktivno obdobje VFC-ja in pa samega mene dosegli. Mi smo to dosegli, se pa bojim, brat, da pa nočem biti ta je nek negativ. Nisem, jaz sem prav srečen človek, pozitiven, vse, ampak veš, nisem pa da laže, nisem v blam, insta, ne vem kva, razumeš? Jaz ti povem, kako je. In fucking MMA v Sloveniji jaz poznam in vem, kaj je MMA nasploh in vem, kaj je. In ti povem, da smo mi zelo nazadovali v primerjavi, nismo slabši, kot smo bili, smo pa en trenutek bili mi v bistvu tukaj z regijo, razumeš, s Hrvati smo bili kleje, Srbi so po mojem v nekem sistematičnem delu celo zaostajali za nami, a veš. Zdaj smo pa mi svetlobna leta bom rekel, za bivšo Jugoslavijo, za regijo, kar rečem. Ampak mi dva zdaj govoriva o borcih, a govoriva o sceni v organizaciji? O borcih govoriva, o klubskem delu, o klubih, o trenerjih, o tekmovalcih, o vsemu. Ne me narobe, mi vedno bomo imeli eno budalo, pa kar rečem budala, ni sploh, to je kompliment, tako kot sem jaz bil, tako kot je zdaj Jurišič. Mi vedno bomo imeli enega, ki bo poletel, stari moj, v nebo, ampak on ne bo produkt naše scene, pa ne vem česa, on je pač tak posameznik, ki stopa po ne vem čemu in zato se to zgodi. A razumeš? Mi ne bomo imeli nikoli sistematično, nikoli. Upimo, da bomo imeli, ne? Okay, ja. Ne, upam, da ja, ampak ti realno jaz govorim, badi. Mi smo nekje vmes smo se zgubili. Ne vem, nekje vmes je to vse nehalo. En razlog za to ni. Razlogov je veliko. Jaz mislim, da je veliko tega, da so ljudje, naprimer, veš, začela se, mi smo bili takrat po mojem edini klub v Ljubljani, ne vem, je bil že TNT, Rupa, so imeli oni že v Črnučah, meseci so že nekaj imeli, ampak ni bilo, veš, MMA je zelo popularen postaja. Veš, ti danes v slovenski trgovini kupaš UFC produkt, majico, karkoli. Ja, zavedajo se ljudje, da je to zelo popularno pri nas postalo. Mi imamo danes koliko prenosov na Voju? Mi imamo 35-40 dogodkov letno prenos. Se pravi, zakaj misliš, da oni to delajo? Ko hočeš širiti dobro šport, pa ne vem kva. Ne, njim za zamer, to je biz, to je za njih biz. Če ne bi gledali, tega ne bi bilo. In tako to je. In nekje vmes je folk to začutil in začeli so razni klubi, ki nimajo veze s tem, ki nimajo radi to. Conor je en velik del tega, da se je to popularno začelo tako, da se tudi začeli novinari pisati o tem, ki prej niso. V glavnem naj ti dokončam. Nekje vmes so začeli biti razni trenerji, ki so se v to podali samo z razlogom, da bi imeli kakšno članarino več. A veš, ali je bil prej bokser, ali je to, ali je uno in je začel nuditi znotraj svojega kluba MMA program. In tukaj se je en sistematičen del začel slabiti. Razumeš, ker če imaš ti v 5 klubih
vsakmu po 3-4 ljudi, a ne bi bilo bolj, da imamo v enem klubu, a razumeš, 5x4, ne 20 folka na enem treningu. Plus, da je tam en trener, ki dejansko, ki je za to, a veš, kaj ti govorim, ki je za to nekdo, ki pregleda toliko materijala doma, da pripravi treninge, nekdo, ki je sam toliko treniral, nekdo, ki spremlja to, nekdo, ki je res v temu, a veš. In mislim, da se nekje to začelo, po drugi strani smo pa začeli biti ful, nekako se je vmes ta kultura, se mi zdi, spremenila pri nas, pri mladih fantih, šlo v neko drugo smer. A veš, nehali so, mislim, da je to problem vseh športov, predvsem pa teh posamičnih disciplin, kjer je več dela. Ne? Nogomet pa basket sta dve zgodbi popolnoma za sebe. Definitivno. In ko se o tem govori, a veš, kar rečem, o tem ne govorim, govorim o vseh drugih. Glej, ne vem, nedolgo nazaj srečam svojo trenerko za judo, pri kateri sem začel judo in v glavnem vprašam, kako je prav, imamo polnen klub, ampak pol se pa s starejšimi selekcijami začne izgubljati, se pravi, ko priješ tam v srednjo, ko si kadet, mladinc, članov skoraj da nimamo, ne da se ljudem. Ne da se folku delati, ker to je trdo delo in mislim, da smo mi postali malo leni, malo smo postali tako, prelahek nam je life postal. Ja, mislim, da danes več mlad človek ni pripravljen uložiti. Kaj ga rad, tok. Ja, mislim, da nam je fizičen napor do te mere, ki ga trening zahteva. Ne, fizičen napor nam je postal tuj. Okay? Ta fizičen napor nam je postal. Jaz ti osebno povem, mi v klubu imamo največ garajo, fantje, ki pridajo izven Ljubljane, prav izpostavljam Štajerca, Aleš Ratej, on pride iz Slovenskih Konjic, brat, ta dečko ne prihaja z bloka, pa ne vem, iz Gotive. Ja, razumeš? To se peš hodo nekam, pa to se pocepa mal drva, pa nekaj se naredi, brat. Majke mi, to je take družine, a veš? Sam se to je pa v vsaki stvari na koncu, vse nisem pa MMA, vse pa so te tako. Se to ti razlagam, judo, vse trpi. Popularen je basket, pa fuzbal, zato da imajo oni une drese, pa to je toliko zgodba za sebe, da to moraš res fucking ločiti. Jaz vedno, ker šport je šport, na 3 dele ga ločaš. Nogomet, vse ostalo, pa borilni šport. Borilni šport je še nekaj drugega, presežem. Jaz mislim, da se danes mladi, otroci, mladostniki veliko manjkrat stepejo, ki pa so se generacije, naprimer moje ali pa malo za mano, da rečem. Jaz sem letnik 83, a veš, rečemo, da sem otrok 90-ih, da sem takrat bil nekako otrok, doživljal ta leta in to se mi zdi, mislim, da je to malo posledica, vse pomalno, mislim, da, parkrat sem to že omenil, mislim, da vedno bolj postaja popularen MMA v Sloveniji, UFC, ampak da vedno bolj bomo gledalci, fani, vedno manj bomo tekmovalci in pa to, mislim, da, to, evo, tako. Ja, močna. Lej, zdaj, enkrat sem te že vprašal, tudi tam na Vojotu, še ki bo tedaj. Slovenija nima UFC borca, jaz kot laik, kot fan, kot nekdo, ki spremlja UFC od časa John Jonesa, ki je bil pač prvak, ki je bil njegova najboljša leta. Sem si vedno želel, da bi pa enkrat dvignil slovensko zastavo. Vem, da je veliko elitnih borcev vas je. Ne vem, narobe razumeti, veliko elitnih borcev vas je, ki se ta šport naredili do te mere, kakor je danes. Ampak jaz kot laik čakam nekoga, da bom, ne vem, kot fan stari dvignil to slovensko zastavo, pa bom rekel, da je v najbolj elitni UFC borbi organizaciji vidim svojega domačega, bom rekel, sodržavljana. Jaz imam tudi to željo, ne moram ti opisati. Jaz konkretno ti bom te povedal. Ne, zdaj tako ti bom povedal. Slejka prej se bo to zgodil, ne? Slejka prej se bo to zgodil. Jaz mislim, zdaj po sebi, po svoji kvaliteti, ne? Jaz se sicer borim v welter kategoriji, ampak v kletko prihajam toliko težek, kot prihajajo v UFC fantje v lahki kategoriji. Jaz mislim, če se danes pripravim, da se lahko z njimi kosam. To jaz verjamem. Iz lightweighti, 70 kilaši v UFC, da se lahko kosam. Ampak, veš, daj boš mene tam videl? Nikoli. Jaz imam več porazov, kot zmag trenutno, jaz sem 38 let, zmana je konc. Zdaj pa, kaj so ostali? Po kvaliteti, jaz mislim, da se Uroš Jurišič lahko bori. Da se lahko s tem bori in da lahko zmaguje. To res mislim. To sem začel verjeti, predvsem, kar sva začela mi dva malo sodelovati na treningih. Sem dojel, koliko je ta fant, koliko je dober, koliko ima, da je, v glavnem tam sem spoznal, lahko o njemu govoriva, v glavnem, on lahko. Zdaj pa, ti razumeš,
poškodbe. Mi nismo tržni, vse je biznis, brat. Vse je biznis. Razumeš, una hrvaška šahovnica je pojem v svetu borilnih športov, zato imajo Hrvati lahko odprto pot. Ja. Zdaj, ne me narobe, ne govorim, da se nam krivica dogaja, zaradi sploh ne, ker dejstvo je, da mi po kvaliteti Uroš Jurišič, Jakob Nedoh je poltežkaš naš, ki je zelo, zelo kvaliteten fant in če gledam tako kot zdaj, ko sem ti sebe omenil, da če mu daš zdaj 80 tednov pripravi se, mislim, da se lahko kosa z njimi in da lahko celo koga premaga. Ampak pride do tja, to je težava. To sta dva, kar sem ti rekel, Jurišič in pa on. Mislim, da Tajder Ratajec lahko tudi, ona se tudi lahko, če daš priprav, bori in ne bo zgledala, da ni ta liga. Ona lahko se bori. Mi ne ramo govoriti o prvaku. Veš, mi ramo govoriti nekdo, da pride, ne? Ja, nekdo, da pride in da se tepe, zdaj, naprimer top 15, če pogledaš na repu, če se lo z njimi kosa. In mislim, da se Tajda lahko kosa. Sam pa njo pa tu, to, ki želim, vse večkrat ti tudi napišem, tako kaj pa to, želim si, da si več bori, da se tepe, da več riskira, kar se tiče v karieri. Zaradi tega, bojim se, da se, malo še zdaj vidim, da je malo life srečo. Veš, life te sreča, kaj to pomeni? Da se začne zavedati, da si želiš kupiti svoj flat in da v športi ga ne bodo. Da se želiš dober avto voziti, da se želiš iti na dopust, da razmišljaš, naprimer, najbolj o družini, o karkoli, ja, veš. In pošteno ti povem, veš, veliko fantov smo imeli, pa jih je odnesel, veš, faks, šola, služba, karkoli, in so šli, veš, koliko fantov je neha. Tako da sem jaz nekako zaglavil vsa ta leta, veš, ti mora biti jasen, da koliko imam jaz to rad. Veš, koliko imam jaz to rad, da sem se, druge stvari so bile nepomembne, presežem. Koliko imam jaz to rad. V glavnem UFC Slovenc, slejka prej bo, ampak brat. Sam kaj? Ne, veš, okej. Bo, zaradi tega, bo Fight Night Zagreb, Fight Night Beograd, Fight Night ne vem kva. Ampak je že zdaj, bomo tako, po skilu. Kaj mora imeti? Eno je karakter, eno je imidž, eno je well-spoken guy. Mora imeti 10 fightov in mora imeti od tega večina zmag in mora imeti veliko zaključkov. Misliš, da je da ne rad prepričati, ne vem, svojemu karakterjem ali ne vem. Zdaj, če bi imel recimo, ne vem, če bi imel jaz zdaj, ne vem, 15 zmag, pa 0 porazov, pa da sem recimo premagal borce iz Poljske, neke pač jake tipe, kaj jaz naredim? Jaz mislim, da smo premajhni? Ne, kolikor bi bila v blizu regije event, bi dočakal svojo možnost, absolutno, če v teh 15 zmag brez poraza, pa če imaš veliko zaključkov, zaključke mora biti, ja. Mi rabimo kvalitetnega borca. Mi rabimo sam nekoga, ki je motherfucker, ki lahko premaga ljudi. A bomo to imeli? Prej sem ti rekel, da nam je scena zelo šibka. Zelo je šibka scena. Imamo par, sem pa tja mi kdo pade v uč, kaj je ta, je tudi pol težkaš, pričekir ga na Instagram, fanti iz Gorice, Domen Vergles, meni se di, a se tako piše, bil je pri meni, fotar ga je pripelo, brat, oni imajo fokus, tata živi za njega, fant ima to rad, veš kašen je. Killer, ne? A veš, ja, ampak vidim ga vedno več, da trenira, pač gre v Italijo in tam trenira, veš, primoran je iti ven, ne, to je žalostno, a veš. Ne vem, gledaj, jaz ti pravim, scena je malo nazadovala, klubsko delo. Jaz sem čisto v krču. Meni je korona uničila vse. Brat, meni je uničila vse. Jaz imam minus. V septembru sem imel 60 € minusa, ko plačam dvorano in poberam članarine. Presežem. Tako da zdaj se moram na meji, če mu kint vse skup in se sam narediti fight, sam tekmovalcem posrediti. 2-3 fanta, ki bo ta hotela tekmovati, se z njimi ukvarjati, ne več iskati od tega, da bom živel. Ne reklamirati, pa maso iskati, ker tega ne moš, to je tako nehvaležno, to hitro ugasne, sploh pa zdaj ideš kvaj s temi ukrepi, so nam, a veš, postal se stari moj na vse. Glej, poslušaj na hitro, da ti zaključim, da ne bova dolg. Črn scenarij, za Slovencev UFC je črn scenarij, ampak upam, da nas bo kdo presenetil. Tako. Upam jaz tudi. Ja. Res upam. Ampak jaz, verjamem v to. Res verjamem, da boš tudi verjetno ti prste vmes, oziroma cela ta scena bo pripomogla k temu, ker kdo bo, če ne boste vi. Zdaj pa ena stvar. Tebe čaka borba
borba, ki je medijsko vidim, da že kar raste. Ja, Je pa, bomo rekel, ni MMA, ampak je za moje pojme še dosti bolj brutalna, saj kot gledam zdaj Bernakal v Ameriki. Kako da si se zdaj odločil za to, da si sprejel ta fight? Pa čisto hiter. A veš kako, ponujena mi je bila možnost, pa pač nisem odklonil. Nisem iskal, nisem pa odklonil, veš. Ker ne odklonil. Bila mi je konkretno, se veš, nasprotnik Vaso Bakočević, Psycho, ne? veliko ime regije, če ne celo najfucking večje trenutno. In mama, skoraj 10 let nazaj se te naše borbe začela. Dvakrat je odpadel event, enkrat sem se jaz poškodoval, enkrat je event odpadel. Takrat je bilo velika prerekanja, ono, kakorkoli že. Nekdo, proti kateremu se res želim boriti. Zelo ga spoštujem, da ne bo nekdo mislil, da ga kaj hejtam. Ja, v glavnom, Bernakal na hiter, Bernakal, ja, borba mi je bila ponujena v Bernaklu in nisem je zavrnil, tako sem v to not padel. Kar se tiče, na hiter ti mi je spovedal, ko mi je bilo ponujen, prva reakcija je bila, niti malo dvoma ni bilo, tako je, kar neko olajšanje, ker je Bernakal in ni MMA. Kaj pa to? A ti povem zakaj? Zato, ker fucking težjega fizičnega športa, kaj MMA ni. Brat, to ni. Ni, res ti jaz povem. A ti veš, koliko meni, mogoče celo paše, pa ti bom povedano zdaj, paše, da je moj trening sam še boks. Ni več rokoborbe, ni tega, ni unga, ni kikov. A veš ti, koliko je to, da rečem, z tega vidika lažji, fizično lažji, ni tako izčrpajoče. Po drugi strani sem pa zdaj, ker se več fucking boksa, ker se naredi toliko več boksa čez teden vsega, ali je to sparing, prejetih udarcev, ali je to vreče, ali je to karkoli, je dolg pustiti to na en način, ramena me ubijajo, veš. Ampak ti ti nekaj povem, koliko sem jaz to resno vzel. Jaz sem to, ne vem, kdaj sem nazadnje ta fight toliko resno vzel. Jaz to moram zmagati. Jaz sem, veš, imela sva tudi idejo, mi da sva se spoznala, ker sem do tebe prišel, da mi daš na svete, ker hočem furati svoj podcast. Normalno si se odzval, ta stvar je zdaj čist potisnjena v strani. Marska je potisnjena v strani. Bomo to, ko boš to zmagal v fight, se bo slišal. Ja, v glavnem, toliko sem se temu posvetil. Ti verjameš, jaz sem že, naprimer, atrofiral, jaz sem že manjši. Razumeš, čisto sem se temu dal in jaz bom, fight bo brutalen. Lažja naloga bi mi bila v MMA-ju, ker mislim, da imam veliko večjo prednost od njega v rokoborbi in parterju. In mislim, jaz sem težji, nisem za celo kategorijo težji od njega, sem pa težji, rečemo za pol kategorije. In ne vem, koliko se zavedaš, ampak fucking kategorije v fightu, v borilnih športih, v MMA-ju pa sploh, so velik. Kad mi nekdo reče, da gre ta čemp izvat unga gor, a si ti fucking fuknjen. Če nisi res... Ja, ti mu jebeš mater s tem in enostavno mislim, da bi bila ta prednost v sami kilaži vidna več v MMA fightu, kot pa v fucking box fightu Bernakal, ne. Kar se tega tiče, začel si, da je brutalen, da je nevaren. Je, absolutno, je nevaren, je brutalen, ampak mislim, da je itak te celega razfukate, razsekate, odpre, to so gole pesti. Ampak še enkrat, veš, ko moč dobiti v parterju v glavo, ko imaš glavo naslonjeno na tla, ali pa head kick, ja, ali pa high kick, puff, ali pa ne vem. A veš, to pri meni mogoče celo malo olajšanje, imel sem eno dolgo obdobje, ko sem se full box zaljubil. In sem se vedno tako želel pizda, mogoče bi pa kdaj rad probal tako box fighta, veš. In evo, to, da bi tekmoval v samem boksu s fanti, ki toliko časa delajo boks, ki jaz delam MMA. A veš, ni, to je preveč bi bil zagledan, da bi rekel, ja, lahko, ma ne moš, brat, ne moš. Bernakal imam pa občutek, da se mi, ki prihajamo iz MMA-ja, lahko kosamo s tistimi, ki prihajajo iz profesionalnega boksa, celo imamo neke prednosti, kar se tega tiče. In ja, ful se veselim tega, velik fight bo, to resno sem ga vzel, mislim, da bo lepši fight, pa če bi delal z njim, konkretno z Vasotom, če bi delal MMA fight. Mislim, da bo bolj brutalen, lepši fight za navijače, lepš bojo doživeli gledalci Bernakal fight, pa to, zakaj? Ta fant je za to rojen. On je fucking za to rojen. On ima... Kaj je brawler? Ne, on je nizko težišče, power puncher,
z neugodnim džebom, ne udarja v serijah, posamično napada. Nasploh, jaz mislim, da ima, veš, ko se vkoplja je nevaren, veš, in pizda, jaz mislim, da je ful za to, da je on ful za ta fight, za bare knuckle stil, naštiman, rojen in po drugi strani pa glej, sam sebe hvaliti je neumno, ampak ti povem, da znam jaz odboksati brutalno. Znam brutalno odboksati. Evo, začel sem sodelovati z Andražem Cjuho iz Golden Gloves Gyma v Ljubljani. Lepo delava, najdla sva se, mislim, da je ta prav trener, že njemu sem rekel, po dolgem času imam trenerja, jaz sem v bistvu praktično večji del svoje kariere brez trenerja in plačujem davek tega, ampak glej, veš... Kje pa misliš, da je doprinos trenerja? Zdaj ti si, bom rekel, ne vem, narobe razumeti, strmaček, karkoli, nekdo, ki ima jab, nekdo, ki ima, bom rekel, uppercut, naštima na MMA. Koliko dejansko se moraš ti zdaj prilagajati temu? Jaz moram se kar prilagoditi. Gibanje je drugačno, drža je drugačna. Veš, na začetku sem bil vedno, naprej, na pol distanci še ne, ampak ko bi blizu pršel, sem zelo nagnan naprej, tako iščem ukopano, pa nizko težišče, še vedno jaz menjam kot, kar je tudi ok, ne? Ampak noge mi ne sme mi prijeti nogo in ne moram mi low kicka spucati. Dej se lepo drse, veš, bodi nad svojimi nogami, ne se, veš, naprej nagibati preveč, ne se ukopavati. Ne, rabu sem, a previsok sem v gard. Nižji ga spust, nižji spust ga, spopa v bare knuckle, ker če te bo spestil cilu po čelu, a veš, bo sebe razsebil. A veš, in tako, prednost trenerja, nekoga, ki zna nekoga pripraviti, a veš, kondicijsko mu nekako narediti plan, runde sparinga, gledati v sparingu, iskati, gledati, popravljati. Ne, mislim, da sem trenerja si zbral ta pravga in je top shit in fight bo top. Napovedovati zmago, to je nekaj najbolj odurnega in vzvišenega v športu. Ma jaz tudi, če crknem, boli me kurat, sam da ta fight oddelam, pa da zmagam. Razumeš? Majki mi, ne, res ti pravim, kaj ima bolj časno, kada riknem tam sredi ringa, presežem, majki mi, fuck you. Ne, res, to nisem otrok. Za 38 let sem jaz tam, ne govorim ti jaz to, kar sem videl v enem filmu, ali pa videl nekoga, Mike Tyson, rekel, jaz ti to čutam, brat, jaz ti to čutam, jaz ne... razumeš, jaz sem pripravljen marsikaj zdaj podpisati, da mars brez česa ostanem sam, da ta fight zmagam. In to se čuti v mojemu pristopu v treningu in to se bo čutilo tudi na dan fighta in upam, da boste gledali na živo. Preden zaključimo, jaz imam še 2 vprašanja za te pripravljena. Zdaj, kakor si opazil, je ful nekih teh celebrity fightov. Bomo rekli, mogoče Jake Paul, Tyron Woodley, Ben Askren, itak podlegel pritisku, kakorkoli nima veze. Tudi v Sloveniji se dogaja, zdaj bomo rekli neki Pero Martić, pa Franko Bajc, pa bomo rekli, to je boksarski event, ki verjetno, po vsej verjetnosti bo zelo gledan, zaradi tega, ker pa sta neka dva lika, kjer pač folk spremlja. Kako pa fighteri gledate na to? A veš, da se je mogoče zdaj v Sloveniji že začela mešati neka ta YouTube scena. Mene to niti malo ne moti. V Golden Glovesu se pripravlja Pero Martić in zjutraj, kaj jaz delam, on dela. In veš, zna odboksa, zna majki mi zna. Lenje malo preveč govori, to sem mu tudi rekel, preveč govori. Majki, fuck, ampak zna lepo. Jaz nisem proti temu. Jaz majkim nisem proti temu, ampak sem pa proti temu, da se mešajo jabolke pa hruške. A veš, jabolka in hruške. Ja? Zaradi tega, kar se dogaja z Jake Paulom, veš, meni ni bilo nič narobe, ki Jake Paul boksa proti, kaj je imel Robinson, kaj je bil na NBA player? Ja. Ni to nič narobe, okay? Ampak ko pa on začne izzivati, naprimer, veš, ne vem, Canelota, Tyson Furya in ne vem koga, mi je tema, veš. Ti moraš tudi vedeti, Askren, ki je prišel boksati, brat, jaz sem vedel, da to ne more ga zadeti, kaj šele zmagati, veš. Ben Askren je grepler, ki je v UFC-ju se pač boril in je v UFC-ju greplu. Tyron Woodley sem točen vedel, da bo to, kar bo in si veliko sramota Woodley zdaj dela s tem, kar se dogaja, z vsem tem tetoviranjem njegovega ime. Vse sramoto si dela, ali to je fucking njegova stvar. In nič narobe. Kar se tiče Pero Martića pa Franka, cool, zakaj ne, celo povabil me, mislim, da bom bil tam, da bom gledal, cool. Kaj pa bi ti napovedal? Napovedal? Pero Martić proti... A veš, kaj sem jaz Pero to rekel?
kaj on, rekel sem mu, iskreno sem mu rekel, naj si zamenjava, vkolikor bo Franko odpovedal fight. Ja, zato, ker on mene gleda, kaj ti govoriš, ne, ja, kaj veš. Bundelovo človeka ne poznam, tega Frankota sem videl malo na televiziji, ne poznam. Da ti mi jaz povedal, fanti se pripravljajo za fight in na koncu zadnji teden, 2, 3 se zmisljajo eno poškodbo. To so ljudje, s katerimi sem se tudi jaz pripravljal, treniral, gledam ga, brat, ti dojamaš, v kaj se spuščaš, kaj se to bliža, veš. In bojim se, da ta fant na to dojel počasi, kaj se bliža. Nekje nastopati v Exatlonu ali pa neki to, tretje. Brat, fight je fight in on je nekdo, ki se nikoli ni se tepa, ne? A ima kakšno amatersko kariero? Vem, da je, jaz sem pač že z njemu delal par videov, pa tako zelo v redu fant, ampak vem, da ga pripravlja Čorčip in verjamemo to, da bo pršel. Da bo pršel, pa da mogoče tudi dobo neke napotke od nekoga, ki pa mogoče tudi je bil tam, ne? Ok, ne, ni tekmoval pred tem v enemu karateju kot otrok. Mislim, da ne. No, tukaj je ta problem. Tukaj je ta problem. Jaz sem to videl ljudje, ki se nočijo tepska, ki se zmislijo. Majke mi, ki se zmislijo, ki se nočijo tepska, ki dejansko fucking mal moram prasiliti, da pride do tega ringa na koncu on. Tega se bojim, ampak če se zgodi, upam, da se zgodi, šel je to, ne disam tega, Franko tam. Pero, cool dečko, tega tudi, če bi spoznal, verjamem ti na besedo, ker rečeš, da je cool. Mislim, da je ena pozitivna stran, upam, da se zgodi. Mislim, da mi, ki se dejansko ukvarjamo s tem športom, ona dva sicer boksta, ampak ki se z borilnim športom ukvarjamo kot poklicno na visokem tekmovalnem nivoju, to je za nas samo plus. Upam, da se bomo večina odzval, ki se s tem v Sloveniji ukvarjamo, da bomo tam prisotni, da bo šel, da bo ne vem. Jaz mislim, da je to sam plus. Zdaj pa, če zmaga Franko ali pa ta Pero, da pol izziva mene, popa jebi se, a veš, popa de nehino. Mislim pa, da bo dober fight, pošteno, Pero zna neki, Čorči pa poznam, kot trener je vrhunski, verjamem tudi, da se ona dva, da verjamem, da Čorči ne bi pustil tega Frankota noter, če ne bi saj neki znal. Verjem, da ne. Tudi prijatelja sta. Spreman, Franko je spreman, stari, tako, vizualno, tudi verjamem, on je mašinca, stari. A ja, tako misliš fizično? Ne, mašina je. Tip je mašina realno, kardio, moč je mašina. Zdaj pa klej tehnika, koliko se ti lahko naučiš boksati, bomo rekli, v pol leta, ne. A ja, pol leta se on šele trenira. Jaz bi rekel, da recimo... Se koliko pa se ta tudi ne velik. A je Pero kaj prej treniral? Meni se zdi ne. Tudi če bi Pero treniral, bomo rekli, tudi če je 2 leti treniral, ne. Pa da je recimo... A več je 2 leti, ka pol leta. Ja, veš, ampak kako je treniral, ne? A veš, to je zdaj petko, ne? A ne, bo zanimivo. Jaz mislim, da bo konkurenčno, ne bo to. Mislim, da sto čez to začetka bo konkurenčno. On je malo več atlet, pa eksploziven, pa močen, pa ne vem kva, ne, Franko, ne? Ja, en tip, ki je bivši gimnastičar. Je pa res, veš kaj fora, ne? Recimo Pero, ne, zelo močen na internetu, meni je on itak car, ampak vsem. Kolikor je on visok na internetu, je tudi visok človek. Ne? Jaz mislim, da on je saj, bomo rekli, 1,90 m visok. Moš pa vedeti, da je pa Franko je pa 1,73 m, 75. In kaj to kot prednost govoriš? Ne vem. Jaz mislim, ne. Okay. Treba se znati boriti na distanci. Ja, ok, 5 noter. Če je prav, zakuca Pero, presežem, fukne uno desno močno po tele, bo ima. Tako faco dodar. Pa tudi ni seronja, primi gled zanj. Ne smem insajderske informacije. Zdaj se gledal malke spariru, znaj primiti, veš, ni sisica. Ni sisica in močno vrže in resno je to vzel. Mislim, da je tam, jaz sem v bistvu tam zjutraj, ki je, ga videvam, malo skrajša runda vsak. Ne, no, gudo, vesel bom. Kdaj to prijeti? Decembra nekje. Ne, prijem gledati navijati, pač navijal bom za Martiča Kurac, ki ga poznam, hengamo ga, šla sva skrb na protest. No, se pa vidva tam. Moram iti. Drugače pa ne, mislim, da bo konkurenčno, mi bomo, da bo cool, ni treba to pluvati, daleč od tega, zakaj pluvati, fajn bo, to je vse neki cool. Ne, pa fanti delajo šov, na koncu delajo šov, folk bo čakal ta event, folk bo gledal ta event, bodimo realni, cifre bojo velike. In treba ima čestitati. Stari iti v neki tazga, jaz sem cel življenje v temu, pa kaj hodam v neki tazga, nekaj riskiraš, igra se konc koncev s svojim zdravjem.
veliko poguma je potrebnega in svaka čast obema. Upam, da se zgodi. No. Upam, da ne bo to, ko sem začel ta pogovor, da se bojim, da bo odpovedal. Ne poznam ga, ni. Upam, da se ti govoriš iz svojih izkušenj. Ja. V bistvu prihajamo do zaključka. Jaz sem danes, ko sem v bistvu delal, že zjutraj sem razmišljal, moram še želvo nekaj vprašati, preden pač gre. Zaradi tega, ker smo pač vklejali v neki UFC sferi. Kaj je John Johnson, stari? Deva sam za zaključek, za naše poslušalce, verjamem, da jih je veliko, bi radi slišali to, ali je John Jones končal, vidim, da se je trener danes od njega odmaknil, tudi tweet je naredil. Beach move, po mojem mnenju. Kaj, od coacha? Ja. A misliš? Ne. A misliš, da ni non-stop isto? Ne, Baki, v dobro in zlo. Kaj boš ti zdaj, majki ti? To je to, dobro in zlo. Došlo je zlo. Loyalty, ja? Došlo je zlo. Loyalty. A veš, ja, ne vem, jaz, ko sem bil na dobu, meni ta trenerja prišla, pa nista mi frenda bila full privat life, ampak so mi prišli na obisk. Zamisli si to. To tako je. Kar se Jonesa tiče, mislim, da je to rak rana borilnega vrhunskega športa, UFC-ja, konkretno UFC-ja, premalkrat se borijo na leto, premalo so zasedeni, imajo preveč časa za vse ostalo. Mislim, da je v enih ligaških tekmovanjih, kot je basket, fuzbal, karkoli to veliko lepša, znorijo se off sezona, tistih par mesecev in to je to, pa je nazaj training camp in malo več nadzora, malo več odgovornosti imajo do kluba, do tekmovanj in ja, mislim, da bi moglo biti veliko več tekmovanj. To je to. To je to. Mogoče title fighte zmanjšati nazaj na 3 runde, ne fucking 5 rund. Nisem glede tega odločen, ampak a veš, 5 rund se klati. Imaš šanso zmagati Miocića. Kdo? John Jones. John Jones, Dons. Ne, pusti meni vsem, kaj bi on prej. Dons. John Jones lahko vsega premaga. John Jones je res zajeban fighter. Ful je zajeban fighter. Zajeban je fighter. Sem pa pri njemu začel paziti, da se malenko sotujil, da mu več nima toliko želje po fajtu, po zmagi. To so slabe predstave proti Dominic Reysu, proti Thiago, ne, kaj je imel? Smithu, ne, tudi. Smithu ni moral reči, da je bila slaba. Kaj je imel? Ne, prete, koga je imel? Thiago Santos, Santos pa Dominic Reyes. Tam sta bile slabe predstave nekoga, ki si ne želi same interakcije, ki si ne išče, ne dišimo več kri. In tako, bojim se, da je pri njemu to. Drugače pa brez zajebance, Jones je en poseben fighter, tako je naprimer v boksu bil poseben Ali, pa Paul Tyson, pač nekdo, ki je svojo ero s nekim svojo posebnostjo zaznamoval. John Jones je točno to in fight, ki ga danes gledamo, MMA, moraš vedeti, da veliko trenerjev, veliko tekmovalcev na najvišjem nivoju se borijo na način, kot se borijo, zaradi tega, ker so tudi na nek način sledili njegovemu slogu. Bravo. Ja? Želva, legenda moja. Baki, nič nismo v koroni, nič v protesti. To je dobro, tega sem se bal, gudje, majki. Vesel sem, da smo to spustili. Ja. Vesel sem, da smo to spustili in da upam, da je to, da se še vrnem. Ja, to sem zdaj hotel povedati. Jaz ti definitivno navijam zate, čutam vse vnotar, da si mogoče z eno nogo v nekom novi disciplini, kjer boš, bom tako rekel, še več, pa to je ful zdaj težko povedati, ampak mogoče še več naredil lahko doprinosa temu, kdo si ti, kot ime Želva. Verjamemo to, resno navijam zate. Bravo, sem tam, sam mnenja. Ja, res navijam zate. Upam, da po temu, ko boš pač ta fight odradil, da še kar velja najna, bom rekel, beseda in da postaneš tudi reden gost, kakorkoli, nekdo, s katerim lahko delim isti passion, isto stvar do tega fajta. Hvala ti, ker si prišel v Kranj, hvala ti, ker si vzel čas. Vem, da imaš ogromno stvari zdaj, kaj delaš, da verjetno imaš polno glavo. Jaz pa Filip so ti bila ful hvaležna, res, da si vzel cajt. Hvala vam. In da smo naredili res neko novo epizodo 27. Dragi moji, dajte šerat, dajte lajkat, dajte prosim podpreti to sceno, da nas čim več poslušalcev sliš. In kaj ne rečem, se vidimo čez 14 dni. Čau.